Kaj so to, te knjige? Ja. In kaj jih nesem? Kam? Gor, na podstreho. Pa ne vse naenkrat. So težke. Kaj je? So težke. Živjo, Simon. Ej, čau. Kaj to bereš? Čakaj, zanimalo me je, kaj je delovna terapija. A je to ono, kaj se ti ne ljub delati, pol pa greš k psihiatru pa ti reče ne, ful je dober, ti kar bež na delo. Ne, poslušaj, kaj tle piše. Nekatere osnovne predpostavke delovne terapije. Dejavnost vpliva na zdravje in dobro počutje. Dejavnost vzpostavi strukturo v življenju in nam pomaga organizirati čas. Dejavnost prinaša pomen v življenje, kulturno in osebno. A pol je dejavnost v bistvu delo delati? Ja, več ne rečemo zastonj delo osvobaja. Čeprav osnovni namen delovne terapije je, da ljudem pomaga ponovno izvajati aktivnosti, ki jih iz različnih razlogov ne morejo več. Aha, a pol je delovna terapija v bistvu nekaj podobnega kot fizioterapija? Ja, obe panogi sta zelo povezani, veš. Ker meni je fizioterapija ful všeč. Enkrat sem si zlomila prst in ker sem dala gips dol, je bil čist trd. Pol sem šla pa na fizioterapijo in evo ga zdaj, ka nov, ker štopa mi vsi ustavijo. Se meni zdi, da ne samo zaradi prsta. Kje se lahko izobrazimo za fizioterapeuta? Izobrazbo fizioterapeuta lahko pridobite na našem oddelku za fizioterapijo Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani, kjer izvajamo študijski program, visokošolski strokovni študijski program prve bolonjske stopnje. Ta študij traja 3 leta. V času študija pridobite 180 evropskih kreditov, se pravi ECTS-jev, in je pač splošno priznan študijski program za opravljanje poklica fizioterapeuta. Kdo pa se lahko vpiše na ta program? V študijski program se lahko vpišejo vsi s končano maturo ali poklicno maturo, ker pa je naval oziroma povpraševanje po teh študijskih programih veliko, ponavadi pride do omejitve vpisa, pri čemer se upoštevajo uspeh pri maturi, uspeh v 3. in 4. letniku. Doktor Ivica Flis, povejte mi, kdo je fiziater? Fiziater je zdravnik, ki opravi medicinsko fakulteto, se pravi zaključenim strokovnim izpitom in stažem. Nadaljuje pa specializacijo v smeri fizikalne in rehabilitacijske medicine in kadar to specializacijo zaključi, se pravi opravi specialistični izpit, dobi naziv zdravnik specialist fiziatrije. To se pravi, nekdo, ki potrebuje fizioterapijo, gre najprej k splošnemu zdravniku, tam mu napiše napotnico za fiziatra in šele fiziater ga potem pošlje na fizioterapijo. Ja, to je pravilna pot, v bistvu, ki jo predvideva naš sistem zdravstvenega zavarovanja in seveda tudi sistem zdravstva, kjer je mreža tako organizirana, vendar se v praksi zmeraj ne izvaja tako. Pogosto za nekatere lažje primere predpišejo terapijo kar zdravniki splošne medicine oziroma družinski zdravniki. Velikokrat tudi kak ortoped ordinira oziroma predpiše terapijo, včasih tudi kak poškodbeni kirurg. Pravilno pa je tako, da zdravnik splošne medicine napoti bolnika oziroma tistega, ki ima težavo, do fiziatra, da ga pregleda, opravi tudi dodatne preiskave, ki so potrebne in se kasneje odloči za primerno terapijo za tega pacienta. Kako je pa z zasebnimi fizioterapeuti? Tudi večina zasebnih fizioterapevtov je del javne zdravstvene mreže, se pravi deluje in funkcionira na sistem napotnic delovnih nalogov, ki jih dobijo od splošnega zdravnika oziroma praviloma od fiziatra.